Živijo, jaz sem Mul. Vi gledate Slov na Easy. Tukaj razlagam slovo na Easy. V prejšnjem videu sem učiteljem ponudil pomoč pri razlagi snovi. Dobil sem veliko naročil. Hvala vam. Večinoma so mi pošiljali učitelji. Očitno ste učiteljice malo presramežljive. Prvo naročilo, ko sem ga dobil, so bila podredja oziroma vrste odvisnikov in mi bomo s tem kar začeli. Kaj je podredje? Že samo ime pove, da je nekaj nečemu podrejeno, in ker smo pri slovi, je logično, da so to stavki. Uradna definicija je kar nekaj. Poslušajte pa mi povejte, če to razumete. Podredje je zveza dveh stavkov večstavčne povedi, ki sta povezana podredno. To je res kar nekaj, v bistvu pa čisto na easy. Imamo dva stavka, en je glavni, en je pa podrejen oziroma odvisni. Glavni stavek je slišati čisto lepo, je normalna poved, ampak odvisnik ga pa običajno pojasnjuje ali dopolnjuje. Odvisnik igra vlogo stavčnega člena. Odvisnikov je veliko, kot vidite jih je 10, a ne bi bilo dosti, če bi bili samo 3. Ker jih je 10, jih je čisto preveč, da jih stlačimo vse v en video, zato bo vsak imel svoj lasten video. Zdaj pa dve pomembni stvari. Med glavni stavek in odvisni stavek vedno postavimo vejico. Vedno, ne glede na karkoli. In ta druga stvar je, vrstni red ni pomemben. Glavni stavek je lahko na koncu povedi, odvisno od postavitve povedi. Danes bomo začeli z osebkovim odvisnikom. Ta je ta prvi in ta je tudi najlažji. Zdaj pa, še preden nadaljujemo. Ker je uvod se spodob, da vse naštejemo. Poznamo osebkov, predmetni, časovni, krajevni, načinovni, prirastkov, namerni, vzročni, pogojni in dopustni. Ja, se jih je 10, se nisem zmotil, okej. Okej, osebkov odvisnik. Že iz imena sklepamo, da je enak kot osebek pri stavčnih členih. Se poznate stavčne člene, ne? Vprašalnico imata oba dva ista kot imenovalnik in ta se glasi kdo ali. Tukaj imamo še veznike. Saj veste, kaj so vezniki, a ne? Vezniki odvisnike običajno izdajajo. Osebkov odvisnik ima veznike da, če, kdor, kar in ali. Pripravil sem par primerov. Napisal sem enega, ostalih pa nisem jih mogel napisati, ker mi je zmanjkalo prostora. Prvi primer je: užalostilo me je, da sem zaspal. To me ne bi užalostilo, na srečo je to samo primer. Užalostilo me je glavni stavek in kot vidite, sem jo ločil z vejico. Da sem označil z rdečo, ker je veznik, sem zaspal. Vprašamo se pa, kdo ali kaj me je užalostilo. Odgovor je pa da, sem zaspal. Pol imam še par primerov. Naslednji je: zelo me zanima, če ti je všeč. Če bi napisal, bi če označil z rdečo, ker je neodvisni, ker je veznik. Zelo me zanima je glavni stavek, če ti je všeč, je odvisni. Vprašamo se pa, kdo ali kaj me zelo zanima, če ti je všeč. Naslednji primer je: naj ostane, kdor je že naredil. Naj ostane je glavni stavek, ločimo jo z vejico, kdor je veznik in kdor je naredil. Vprašamo se pa, kdo ali kaj naj ostane, kdor je naredil. Naslednji primer je: veseli me, kar zmore leteti. Veseli me je glavni stavek, kar je veznik, zmore leteti je pa odvisni stavek. Veseli me, kar zmore leteti, vprašamo se, kdo ali kaj me veseli, kar zmore leteti je pa odgovor. Še zadnji primer je: zanima me, ali si zdrav. Ali je veznik in zanima me je glavni stavek. Ta je zdajle malo bolj popularen zaradi tele korone. Vprašamo se pa, kdo ali kaj me zanima, odgovor je pa, ali si zdrav. To je to. Če imate kakšne vprašanja, mi jih napišite na mail, ki ga bom dal spodaj v opis. Če bi se naročili ali pa če bi všečkali video, bi bil zelo vesel. Oboje brezplačno. Lepo se imejte in adijo.